Zvok se v naših 6 predstavah Transport znajde v različnih vlogah. Recimo z ambientalnimi zvoki na nek način upodabljamo različne prostore, od cestninske postaje do domače jedilnice, do notranjosti vesoljske rakete. Skratka, zvokom lahko potujemo kamorkoli želimo in s tem ustvarjamo prostorski kontekst naših zgodb. Kot drugo pa smo zvok postavili tudi v vlogo animatorja. Uprizoritvena strategija naših predstav je namreč taka, da s figurami sestavljamo relativno statične slike, katere pa mora potem gledalec v svoji domišljiji med sabo povezati v kontinuirane dogodke. V našem primeru nas od ene slike k drugi popelje zvok in na ta način zapolnjuje te vmesne nevidne slike in na ta način ustvarja iluzijo gibanja. Tretja pomembna stvar pa je, da v vseh predstavah zvok obravnavamo tudi tridimenzionalno, se pravi, če se figurica premika po prostoru, temu sledi tudi zvok. To prostorsko obravnavo zvoka smo dosegli z večjim številom zvočnikov, z zelo specifično postavitvijo in usmeritvijo zvočnikov in z precej kompleksnim programiranjem zvoka. Se pravi, za vsak zvok določimo, kako se bo selil iz enega zvočnika na drugega, na tretjega in kako se bo prepletal z ostalimi zvoki. Meni je najbolj zanimivo pri celem projektu, pri procesu, pri metodi, ki jo uporabljamo za zvok, to, kako zvok sproža domišljijo gledalca, kako kljub temu, da nečesa ne vidimo, pa če imamo zraven zvok, si lahko predstavljamo, kaj se dogaja in nam v bistvu domišljija zapolnjuje tisto, česar v sliki pravzaprav ni.